tale gre noter papir in pol gre to čez tako mašino. Evo, in tle knjiga ven leti. Vrhunsko. A si predstavljate, kako so to včasih stiskali, recimo Trubar? A tu gre za stara plata zdaj ven? Evo, še zadnja stran. Še dobro, da sem jo ujela. Evo mašina za razrez. Evo še naslovnica. Lep dober večer vsem, kako ste? V redu, a vama zebst? Tukaj bo toplo nocoj. Jaz sem toliko navdušen, da smo vsi skupaj in da jaz lahko predstavim moje prijatelji, naše goste za nocoj, Leonid in Albert Mrgole. Kako smo začeli, je bilo več let nazaj in smo srečali v Kamniku enkrat in so rabili malo pomoč za angleška verzija ta knjigo. In potem smo srečali mnogikrat v kavarni Veroniki in nisem vedel točno, kdo pa so. Sem videl, da so vas navdušeni in to je dober znak, in so zelo topli in zelo odprti in to ne najdeš čist povsod med Slovencem. To sem slišal. Ampak osebno mi je bilo čist lušten in smo rekli, ok, bomo to en super knjigo naredili v angleščini. Pa so bili zelo odprti na kakšne svetovanje, to je dober znak, tudi strokovnjaki so odprti za kakšne nove ideje. In potem na koncu smo postali prijatelji in smo urodili ta knjigo v angleščini. In jaz sem to bral in nisem vedel, kaj pričakujem, nisem vedel, o čem pišejo sploh. In potem sem bral ta knjigo, sem uredil angleški prevod in sem rekel, pišmo, kaj to pa je dober. Nisem vedel, koliko so znani v Sloveniji že. Ta knjiga v angleška verzija je prišla par let nazaj. Slovenska verzija je bilo že velike uspešnico in to so postali recimo čez noč narodne zvezde, so bili na Dobro jutro, ne vem kolikrat, jaz rad gledam Dobro jutro. Jaz sem glavna publika, jaz in babice, ampak jaz res gledam skoraj vsak dan in to mi je zelo luštno. Torej sem tam prvič videl na televiziji in meni je zelo prisrčno, če poznam ljudje, ko vidim na televizijo. To pa redko se dogaja v Ameriki, imamo malo večji trg. Tukaj skoraj ne moremo klopiti televizije, brez da vidim kakšen znanec ali pa prijatelj gor. Torej to mi je zelo prisrčno in torej rad gledam na televizijo, potem sem začel hoditi na predavanje in so zelo dobre na predavanje, koliko že veste. Ampak kdaj sem bral ta knjigo, sem malo probal slovenščine, ni mi čisto rado, razumem približno, kdaj berem slovensko, ampak brez subtilnosti. Potem sem bral v angleščini in sem rekel, to so res dobre ideje, ampak jaz nimam še najstnike, jaz imam zelo mlade otroci, 2 hčerki, bi bilo bistveno lažje, če bi lahko rekel, da imam 2 hčerka. A ni? Jaz moram poklicati Toporišiča in bomo zrihtali. 2 hčerki, 4 in 6 let stare. Torej, a bo mi kaj pomagal, ampak res, te navodili so dobre za otroci v vsak starosti, verjetno za starejši tudi, če imate težave, imate 90 let stare starši, lahko že uporabljate isto navodilo kot pri starši najstnikov. Torej, jaz sem izkoristil mnogikrat te ideje in so res mednarodne dobre, če lahko to rečem. Potem, kdaj sem slišal, da bo novo knjigo,
jaz sem bil vprašan, a boste pisali mogoče za starši od mlajši otroci? In so rekli, ja. Pa a starejši otroci? Tudi ja. Torej, ta je res 4 v 1. To je en velik, ne vem, en bonus dobite. Če kupite ta knjigo, dobiš kar 4. In to mi je dobro, ker piše tudi na glavni strani vpliv staršev od rojstva dalje. Torej, to pa res je za vsak priložnost in sem hvaležen, da to so naredili, ker to je nekaj zelo eksotičnega. To ni navadna knjiga, to ni knjiga, da kupiš in bereš na Pagu, vmes da piješ margarite ali pa nekaj takega. To je nekaj bolj proaktivno, terapevtsko, ampak zelo zanimivo in mislim, da unikaten na Slovenskem sigurno, ampak je res nekaj, da bi lahko vsak človek profitira, če se ukvarjajo s ta knjigo. Ampak bomo globje iti v ta knjigo nocoj. Danes je rojstni dnevni zabavo za knjigo, lahko rečemo, in torej je super, da ste vse skupaj z nami. Torej, jaz bom zdajle povabil na odra, sta žučna verjetno zadnji. A sta? Bomo videli. No, če smem, povabim dobre ljudje, super prijatelji in super strokovnjaki Albert in Lea Mrgole. In Lea, jaz imam nocoj plonk lista. Ti imaš plonk lista? Ja. Ste mislili, da sem memoriziral vse, ampak za vsak slučaj, ker imam toliko zanimive vprašanje, upam da, in tudi moja 4 let stara hčerka je malo risala zadaj, sem mislil, da pride prav nocoj. Kje so otroci Mrgoletovi? Bravo. Kje so pa še drugi? Kako ocenuješ knjigo? Bomo pol govorili, lahko tiho. Ja, bomo pol zmenili. Torej, zdaj, da sta pisala ta knjigo, sta avtomatsko najstarši, a ne? To je že gotov. Veš, kako bi bilo to dobro? A ne? Tako, da imamo doma konflikt, pa je sam tako knjigo dam. Lej, tih botve. Ne, ni tako, ni. Mogoče sva to knjigo zase napisala. Ampak to je zanimivo, ker to je en stvar, da cenim. Sta strokovnjaka, hodite povsod v Sloveniji, pomagata starši, ljudje gor pa dol, ampak sta tudi odprta na nove ideje, sta zelo preprosta in rečta, da imate prostor za preboljšati. Mava prostor, da se izboljšava, sigurno ga mava in tudi to, kar sva napisala, je, tako kot si prej rekel, knjiga, ki jo lahko, to je večna knjiga, to je knjiga, ki jo lahko dopolnjuješ, predeluješ, se ukvarjaš sam s sabo in midva sva jo v bistvu napisala zaradi tega, ker sva v vseh teh letih ugotovila, da edino pač to deluje, da edino tukaj se lahko povezujemo. Tudi verjamem, da skozi toliko let, da ste imeli ljudi v terapijah, da isti vprašanje pridejo pogosto in mnogi so najdli prostor v ta knjigo. Ampak najprej bom vprašal, kako ste prišli do nove knjige po ta super uspešnico? Kako je prišla ta ideja za novo knjigo? Jaz moram reči najprej to, da pri prejšnji knjigi sem večkrat od otrok slišal, pejte si prebrati svojo knjigo. Zdaj pa še hujš. Zdaj mi pa Lea govori, pejte delati tisto, kar si pisal. Tako da, ne vem, kako bo s temi knjigami naprej. Ja, kako to, da sva se lotila pisati teh vodnikov? Ko sva napisala Izštekane najstnike, sva seveda čakala dolgo časa na odziv in pol se je začelo dogajati, da so ljudje rekli, ja, pa to je, kot da bi bila vidva pri nas doma, pa to res deluje in sva bila, tako bom rekel, navdušena nad tem, da sva uspela napisati nekaj, kar ljudem pomaga. Ob tem so pa prihajali ljudje
še naprej z vprašanji, prihajali so na svetovanja, prihajali so na delavnice in nekako sva počasi videla, da kot da se skozi ena in ista vprašanja pojavljajo, kot da skozi o enih in istih stvarih, ki sva mi dva rekla, pa to so neke temeljne stvari, a ne, jih ljudje rabijo v bistvu nekako na nek drugačen način. In ja, sva spoznala to, da v bistvu eno so recimo neke zgodbe, eno so neke rešitve, ki so v izštekanih najstnikih, drugo je pa to, da mi rabimo tudi nek oseben proces, preko katerega pridemo do nekih spoznanj. In zato pa v bistvu ni knjig. Zato ne obstaja način, kako priti do tega osebnega procesa. No in tako sva začela razmišljati, a ne, kaj če bi midva ta proces preko nekih vprašanj, ki bi sprožila neko osebno delo, pač se združila. Pol je seveda se ideja začela širiti in tako v bistvu je nastala cela ta zbirka z temeljnimi stvarmi, ki jih moramo vedeti, in to so temeljne stvari, so v temeljnem vodniku. Se pravi to, da najprej sebe poznamo, svoje vzorce in potem sva šla še naprej. Torej, zakaj 4 knjige v eno? Čisti iz praktičnega vidika, ker je to knjiga, ki jo boste nosili s sabo v torbicah in v srcih, in je tudi pomembno, da jo pišete na roke. Skratka, noter so neke naloge, noter so vprašanja in midva sva se ukvarjala s tem, da bi naredila nek e-program, kjer bi lahko lepo izpolnjevali v računalnik in bi pač bilo to zelo easy, a ne? Pa lahko malo pobrišeš, pa malo popravljaš, pa tako. Ampak pri osebnem procesu stvari ne grejo tako, da jih brišeš pa popravljaš. To so stvari, ki so. In če si zdaj zamislite, recimo, da napišete rad te imam na roko ali pa natipkate na računalnik. A čutite, da bi to bil drugačen občutek? Ali pa jaz sem žalostna, napišem na roko ali pa natipkam na računalnik. Skratka, ta knjiga, s to knjigo midva želiva vas spraviti v stik s sabo. In zato si želiva, da jo pišete na roke, to je tudi dobro za vaše možgane, ne morete si misliti kako, ampak danes ne bomo o tem, sam je dobro, verjemite mi. To je ena stvar, druga stvar je ta, da je fajn, ko pišeš na roke, da ne moreš popravljati. Zaradi tega, ker vse, kar napišeš, je noter v tebi in to pač pride potem v ta zvezek. Pa zato, da pač ne nosiš pač take debele knjige sabo, a ne, ki bi res čuden, pač, pa mogoče se nisva hotela, da se jo ustrašite, no, tako, ker ste se najstnikov, dale sem bila na knjižnem sejmu, če ne bi bila toliko debela, gospa. Ne, tako se ustrašijo. Ampak jaz sem rekel prej, da je 4 knjige v eno, po pravici je eno knjigo v 4. Ja. Takole. Ja. In torej gre v red, torej je prvi del, drugi del, tretji del, četrti del. To je Albertova struktura, to nekaj on razloži. To smo se vsi lomili na tem z mano na čelu. Ja, sem hotel vprašati, kaj je navodilo in kako je strukturiran, če kupimo to, itak bomo. Mogoče bi dal zemljevid gor tukaj. Ja, to bo pomagalo. To sem slišal, kaj sem vprašal bolj. Prijatelj so rekli, da so pisali kot zemljevid in sem rekel, ok, to pa bomo morali pokazati na zaslona. Ali imaš laser pointer? Vsega imamo, je že gor. Je že gor, ok. Imamo odlično komunikacijo s tehnikom. Ja, veliko je tukaj, bom rekel, že na naslovnici. Se pravi, kaj sploh ta naslov najvodila za najstarše? Tako vsak, ki rabi rešiti neko situacijo,
v bistvu verjame, da obstajajo neki recepti oziroma verjame, da obstajajo neke rešitve in vsi zelo mrzlično iščejo te, dajte nam navodila, sam povejte mi, kaj naj naredim, eno finto mi povejte. To je splošno, bom rekel, splošna naravnanost. In obenem pa ljudje vejo, da teh navodil ni. Tudi vejo, da ni receptov. In midva sva hotela dati neko vodilo, nekaj, kar je vodnik, nekaj, kar te vodi. To je tako, kot da bi te en za rokico držal, pa bi te pelil čez prepad, recimo. Ja. In tukaj bojo seveda starši presenečeni, da ne bo, niso noter, bom rekel, finte ali pa rešitve za vse situacije, ampak je v bistvu ogledalo, kjer gledaš sebe in kjer raziskuješ sebe. In drugo vprašanje je, kako naj bomo najboljši starši. Vsi pač hočemo biti najboljši starši in najin odgovor je tukaj, da najboljši starši smo takrat, kadar pač pogledamo vase, kadar znamo razumeti, kaj se z nami dogaja, kadar smo lahko odrasli, kadar lahko se odzivamo iz neke, bom rekel, postavljene varne pozicije in do tega na marsikaterih točkah moramo priti tako, da pogledamo vase. Tako da, bom rekel, to je naslov celotne zbirke. Celotna zbirka bo ves čas naravnana na tak način, oziroma se bojo dogajali ti procesi. Vsak bo pisal svojo knjigo sam. In to v bistvu ni knjiga. Tudi nisva hotela dati naslov delovni zvezek. Ker tudi ni delovni zvezek. Kako? Ni delovni zvezek. Ja, sej. Ni delovni zvezek in že zdaj, ker nobenih teh besed ne uporabljava, ko ljudje to odprejo, zgleda tako, kot en tak šolski zvezek, noter je precej praznega prostora. Jaz mislim, da so nas zatrli v šoli s tem, da ne maramo izpolnjevati delovnih zvezkov in da imamo nek refleks, da pač to ne bi delali. Ampak tukaj mislim, da sva pač res prinesla neko čist, bom rekel, nek nov odnos do tega, kaj je, se pravi, ni knjiga, ni delovni zvezek, rekla sva, da so to vodniki. In vsak ima podnaslov, oziroma to je bilo tudi v Nuku težava, najprej je zbirka, pol je naslov knjige in vsak, se pravi, knjiga ima pa 4 dele, zdaj kako to ločiti. In sva dala moje sledi 1, moje sledi 2, moje sledi 3, 4. Se pravi, moje sledi, to so moji zapisi. Tukaj jaz pač tako nekako čakam zdaj, da bo nekdo prvi prišel do konca in da bo povedal, kakšno vrednost ima knjiga, ki si jo napišeš sam na osnovi nekih vodil in prideš do nekih spoznanj o sebi in kakšni so ti procesi. To me strahotno zanima. To komaj čakava, Ker pač te procese vidava samo pri nama. Struktura. Kde zemljevid malo razloži, ker sem toliko ferbčen, jaz bom obrnil, da pogledam. Struktura je zdaj taka, temeljni vodnik je to, kar bom rekel, je za vse starše, za starše vseh otrok nekaj, kar je temeljno. Enostavno moramo poznati svoje vzorce, moramo poznati to, kje so tiste točke, kjer nas otroci spravljajo iz tira, kje imamo šibke točke, kje so neke naše zgodbe, ki so nedokončane in zaradi njih ne zmoremo, bom rekel, varno ali pa sproščeno ali pa spontano se odzivati in se skozi nekje zakrčimo. To je to temeljno delo. Potem pa sta 2 možni varianti. Za starše, ki imajo otroke pred puberteto, je ta levi del, bodo izhajali vodniki. Vodnik 1 o stiku,
vodnik 2 o tem, ko se skozi eno in isto ponavlja, vodnik 3 o tem, kaj je to avtoriteta in kako lahko brez kaznovanja dosežemo enako. Seveda bojo otroci odrasli, bojo postali pubertetniki, bojo šli ti starši lahko naprej na spet vodnik 1, ohranjanje stika z najstniki, kako so vsi ti plesi vedno skozi eno in isto pri najstnikih, vodnik 3, kako pač namesto kaznovanja z najstniki. Tisti starši, ki pa so te, bom rekel, prednajstniške že dal čez, grejo pa lahko direkt na to stran, a ne, kako z najstniki. Jim ne bo treba po lojtrcu plezati. Skratka, to je ideja oziroma zasnova. Ti zvezki bodo izhajali, oziroma ti naslovi bodo izhajali v 2 zvezkih, tako da na koncu bo 16 zvezkov. 16 številk mojih sledi, ali pa če hočete, napisali si boste 16 svojih knjig. Torej, to je pomembno, bo na koncu 16, a ne? To so prvi 4 in kolikrat moramo čakati za nadaljevanje? Bova videla, koliko hitro delate. No pa prav, ok. Ja. Torej, Ampak mava že napisane, tako da bo ta proces gre lahko hiter. Okay. Ja. Torej, če resno vzamemo ta delo, a je to delo zase kot nadomestnik terapije ali pa še zraven, a kako vidite? Zdaj midva, v bistvu tako je bilo, a ne? Midva sva dejansko imamo zelo drugačen pristop tukaj v Sloveniji za delo s starši kot večina. Najino zelo strogo načelo je, da ničesar ne obsojava, da ne gledava prav in da ne gledava narobe in da skušava razumeti smisel nekih vedenj v družinah, pač v tisti družini, ki pač pridajo starši. A ne? In sva ugotovila, da velikokrat pač starši ne rabijo veliko, da v bistvu rabijo samo ta vzgib, da se morajo nazaj k sebi obrniti. In sva rekla, zakaj mi dva tega ne bi naredila, ker lahko vsem družinam pomagava. Ne? Ker to je najin cilj, pač, ali pa moj, no, jaz sem bolj naivna. Skratka, jaz sem naiven človek in jaz res verjamem, da je povezanost neki, pač v osnovni celici nekaj, kar lahko pozdravi svet. To jaz pač močno verjamem. Jaz tako verjamem, če bi vsi poskrbeli, da bi bili povezani, da ne bi bilo vojne. Okay, ja. Ker pač ne bi jo mogli biti. Ne? Ja. In sva začela o tem razmišljati, da bi pač naredila nekaj priročnega in dejansko to lahko nadomesti terapeuta v primeru, da ne govorimo o kakšnih težjih situacijah. A ne? Je pa tako, to je knjiga, za katero bi jaz lahko rekla, da je končno prišla knjiga, a veš tisto, kar rečejo, niso nas naučili odnosov, niso nas naučili, kako naj razumemo stvari. Mi pridemo v odnose polni nekega balasta od doma, prepričanj, vzorcev, ki smo jih dobili, kaj je prav, kaj je narobe. In pa začnemo živeti pač v svoji družini, recimo jaz sem začela z Albertom, ki je bil res čuden, pa je imel čudna prepričanja, pa čudne navade. To živejo, tako da ne rabiš to skozi ponavljati. Pač moram. In če bi jaz to takrat imela, to bi bilo super. To bi bilo super, zaradi tega, ker bi imela pač nek pripomoček spet, ki bi me pač obrnil nazaj k meni, kjer bi se začela z mojimi občutki in sama s sabo ukvarjati in preko tega bi pač tudi lažje razumela drugačnost izven sebe, ker pač pol nehaš kazati s prstom na druge. Tako da je zelo dober pripomoček, ne bi rekla, da je terapeut, je pa spet, bom rekla, je vodnik skozi kakšne situacije in jaz si predstavljam, da veliko staršev ne bo rabili več nekih občutkov, da je nekaj z njimi narobe in da morajo nekam iti. No. Zdaj sem fevčen, kaj je delo, da je bilo čudno na začetku? Vse. Vse? Ja. Kaj je delo, da ni bilo čudno? Najprej je bilo tako, najprej je bil itak idealen, a ti tega ne veš. Ja, jaz sem videl sliko v mladi leti, je bilo res sanski mož. No. In pa se jaz enkrat zjutraj zbudim in izgledal je isto, ampak so ga zamenjali, ni bil isti tip. Rato je izoparan, rato je, razumeš, pač ja, zamenjali so mi ga. In pa sem se mogla pač navaditi na novo, ampak saj sem se.
No, okay. Če delom vzamemo ta vloga, izpišemo vse srčno, resno vzamemo in pridemo do konca te prvi 4 knjige, kaj bo spremenil, kaj bo drugače takrat? Ja, ti vodniki, temeljni vodniki v bistvu narejeni tako, da prepoznamo svoje vzorce. Vprašanja so v zvezi z, bom rekel, vsemi področji, ki se nanašajo na naše vzgojne situacije. In tako zelo sistematično počasi se premikamo skozi vprašanja, kako sem jaz doživljal najprej v času otroštva, potem pa v času pubertete neke teme, od bližine, povezanosti, reševanja konfliktov, skratka 26 nekih tem sva izbrala, ki se pač ves čas pojavljajo. In te teme raziskujemo na en tak način, jaz rečem temu na nek nežen način do sebe. Skratka, z nekim spoštovanjem tudi do svojih staršev, ni nobenih idej, da bi morali kaj starši obračunavati ali pa da bi jih kaj obtoževali, pa kakorkoli. Ampak samo to, kaj smo dobili, kaj smo se naučili, kaj so naši zapisi, kaj so ti naši vzorci. In eni vzorci so, bom rekel, čisto v redu, so čisto uporabni, pri enih se pa zatikamo, ali zmrznemo, ali se umikamo, ali ne vemo, kaj bi naredili, ali nas vrže iz tira, pobesnimo. In pri teh temah je smiselno pogledati pač, kakšni so ti naši zapisi. In ja, potem je seveda na koncu pride do enega takega, bom rekel, zbirnega momenta. Skratka, vprašanje je, kaj sem jaz kot otrok rabil, pa nisem dobil, kako jaz to, kar sem pač se učil, sem prenesel v svoje življenje in kako jaz to zdaj uporabljam, ko sem pač v vlogi starša. In ta vprašanja, kaj lahko spremenimo, kako lahko kaj spremenimo. Tako da, kaj je končni, bom rekel, končni rezultat ali pa kaj si lahko obetate od tega, ko boste prišli do konca. Mislim, da boste se zavedali zelo globoko veliko svojih izkušenj ali pa vzorcev, ki ste jih dobili skozi svoj proces odraščanja. In znali boste čutiti, jaz ne znam to drugače reči, ampak to čutimo, kje smo stabilni, kje nismo stabilni in tam, kjer nismo stabilni, kaj bi rabili drugače. Jaz recimo na terapijah velikokrat pride do teh momentov, ko, kaj jaz vem, se spomnim recimo ene gospe, ki je imela zelo močno dioptrijo in je imela v času osnovne šole pač tako tiste debele leče in so jo seveda vsi zafrkavali zaradi tega. In starši so ji čist, bom rekel, ustrezno stali ob strani, imela je ljubeče starše, ampak ni dobila tistega, kar bi rabila. Jaz recimo na terapiji imam nek način, da dam neko lutko, ki je ona v mladih letih ali pa v tistem času in ona potem kot odrasla pove, kaj bi ti takrat rabila. In da so zelo, bom rekel, zelo močni emocionalni procesi, ki sprožijo neko zavedanje, ki sprostijo veliko teh nekih vsebin, ki se jih ne zavedamo. In v bistvu vprašanja, ki so tukaj noter, so narejena tako, da vodijo do tega procesa, da se v globini srečaš sam s sabo. In na koncu je, bom rekel, spoznanje ali pa zavedanje tega, da v bistvu se osvobodiš, razširiš nekako svoje dojemanje sebe.
Ne vem, zdaj prvi feedbacki, ki jih imava, ne, ljudje govorijo, da so not vprašanja, ki si jih nikoli ne bi sami zastavili in da že sam to, da kaj takega sploh nisem nikoli pomislil, recimo, ne, in seveda se jim dogajajo procesi. Tako da jaz mislim, ne, da to ni samo za, bom rekel, starševsko vlogo, da je to nekaj, kar tako tisti, ki bodo, seveda verjamem, no, da bodo ljudje to znali brati na ta način, da bodo postali, bom rekel, bolj ozaveščeni, bolj stabilni v vseh odnosih. Torej niso enostavno vprašanje, moj najljubša barva je, moj najljubši komad od Čuki je, ne. Ampak, če to so mal včasih boleče vprašanje in naš obrambni mehanizem je, da raje ne pomislimo na tega, a priporočite kakšen obred ali pa sistem, kdaj uporabljamo, a je en dan na teden, ali pa eno vprašanje na dan, ali pa kako? Ja, jaz bi tukaj predlagala, da ta najvodila so v bistvu tudi vodila, kako si lahko vzamete čas zase. To ni knjiga, ki se usedete za njo in jo rešujete 8 ur nasilno do sebe in do svojega časa in do vaše okolice. Jaz bi recimo, sploh tisti, ki si rečete, oj, pa nam to delo, pa to se meni da, pa nimam časa, pa, lejte, to vse veste, ne? To so izgovori, pač, ker nas kakrat prime in kol ne rečemo, da nimamo časa, zato, ker pač moramo jeti, ne? In če bi vam nekdo povedal, da je to toliko nujno, da se pač ukvarjate s sabo, da se zazrete vase, kot jed kakat, bi mogoče z drugimi očmi pogledali na v bistvu takšna vprašanja. Ne? Jaz nočem uporabljati beseda naloga, nočem uporabljati beseda delovni zvezek, nočem niti uporabljati besede moraš. To je nekaj, kar v resnici nam pripada, kar si mi zaslužimo. Prav zaslužimo si odgovoriti na ta vprašanja. Zaradi tega, ker je to tisto, kar smo res mi, kar je res v nas, kar nosimo s sabo. In pomembno je, da je to obred, ki to rešujemo, pomembno je, da to, če vam je težko, če vam že občutek stiske pride, sam, ko pomislite, da zminimalizirate čist, kako se to naredi. Recimo, lahko si zjutraj, če pijete kavo ali pa čaj, samo preberete vprašanje, niti ga pač ne rabite ga napisati, zato ker ko boste vi to vprašanje prebrali, bo to vprašanje v vas in vi se boste začeli s tem ukvarjati. In zvečer, preden greste spat, si naredite obred, še enkrat preberete to vprašanje in rečete, ok, napisala bom samo en stavek ali pa napisal bom samo en stavek. In jaz sem prepričana, da vam bo ta en stavek odprl obzorja. Zaradi tega, ker mi začnejo stvari prihajati. Ko začnemo biti v stiku s sabo, nam rata fajn, tudi če je kdaj težko. Ampak vemo, da je to naše. In s tem nič ni narobe, pač, ker imamo vse lepe, žalostne, vesele, grozne stvari, vsi imamo to. To je tudi eno izmed glavne tarče za terapije, da artikuliraš nekaj boleče in potem je olajšanje, ker si artikuliral. Torej, če napišeš, je isto pomaga. Ja, in tukaj ni nujno, da so to boleče stvari. To so lahko stvari, ki jih samo nimaš v zavedanju, ki so čist, bom rekel, prijetne, ki so zelo funkcionalne in samo ne zavedamo se jih. In nismo v stiku z njimi. In, zdaj, mogoče moj odgovor na to, a je to nadomestek za terapijo ali pa svetovanje ali pa coaching, jaz bi rekel, da sigurno je tukaj noter 1 leto nekega takega procesa, če bi hodili nekam. Skratka, zdaj ali terapeut, ali svetovalec, ali coach bi verjetno postavljal taka vprašanja in proces tega, kaj je zdaj zelo moderno, da delamo na sebi, da spoznavamo sebe, je tukaj noter pač zajet na ta način, da delamo sami to. Sem ferčen, a je kaj drugačen,
če smo očete ali pa mamice, kdaj izpolnimo knjigo, ker vem, da je za vsak spol. Ampak a je navodilo kaj drugačen za očete? To si ti za očete pisal, a ne? Kaj je rekel, tako težko, kam grejo ti moški. Če smo že perfektni, kako Mogoče počeš? je, ne, to je dejansko, bom rekel, pač nekaj, kar po nekaj straneh to postane tvoje. In ko prideš v ta proces, se pravi, kakšna je, ne vem, moja zgodba, kaj se čemo spomniti, odnosa do meje, recimo, ali pa do avtoritete, ali pa do kaznovanja, do discipliniranja. Skratka, tukaj imamo vsak svojo zgodbo. Ne? In navadno si starši vzamejo enega otroka, s katerim bi radi rešili recimo neko zgodbo ali pa bi radi nekaj spremenili. Ne? In tukaj zdaj, če rečem za očete, sigurno imamo mi pač seveda svoje zgodbe. Jaz ne vem, veliko govorim o tem, kako nisem imel nekega modela, kaj je to stik. Vedno znova ugotavljam, kaj vse nisem imel, recimo. In tukaj so vprašanja, ki mi pomagajo tudi meni, da pridem v stik s tem, kaj je zdaj ta moja zgodba, kaj je meni manjkalo in seveda to vprašanje, kaj jaz lahko spremenim oziroma to zmorem spremeniti. Ali pa vsaj izreči. Ja. Ker včasih, zdaj tukaj, če govorimo o odnosu z otrokom, pač to je tako, če ne moreš imeti Mercedesa, ga pač ne moreš imeti. In pač imaš mamo pa taka, ko sta. Ampak naša odgovornost pa je, da rečemo, tega ne znam, tega ne zmorem, tega ti nisem dal, tega nisem prav naredil, moja reakcija pač ni bila primerna. Ne? To pa vidimo, ampak zelo redko kdaj izrečemo in pač s tem, kao mi si lahko te stvari privoščimo, izpadamo, da pač smo močnejši nad otrokom. In meni se ta moč zdi nefer, preprosto nefer do otroka. Mogoče ena stvar, tako spet v procesu, glede moških. Moški velikokrat mislim, da uporabljamo, jaz rečem, da zlorabljamo moč. Ker smo močnejši in ne vem, uporabno smo agresivni, rečemo, pač to je avtoriteta, jaz bom zdaj. In je to nek vzorec, recimo. Veliko očetov reče, saj mene so tudi tako, jaz sem jih še fasal, jaz sem jih dobil poriti s palco, ne vem kaj, pa sem čisto normalno odrastel, sem čisto v redu. In zdaj pa tle neka, ne vem, kar neka prepoved. Zdaj, če bi ga lahko žgal, bi ga že v red spravil, to tudi rečejo kdaj. Če bi bilo po moje, bi bilo pri nas čisto drugače. In recimo tukaj je proces, ki pač kamor midva peljeva, je, da se zavedamo mi teh svojih vzorcev. Ja, smo bili vzgajani na ta način. Ampak nikoli se nihče ni vprašal, ali pa ti očetje se ne vprašajo, kako je bilo meni kot otroku, ko sem jaz bil recimo proti očetu, ki je bil pač grob, nasilen, ne vem. Kako je biti otroku v tej koži. In to je proces, kamor midva peljeva, da v bistvu prideš do tega občutka, kako je otroku težko. In šele iz tega občutka lahko razviješ neko empatijo in tukaj se začne sprememba. Ko rečeš, meni je bilo težko, pa to navadno so res močni čustveni procesi. In potem je mojemu otroku tudi tako težko in jaz tega res mu nočem delati. In tukaj je pol proces, da naredim nekaj drugače. In še zmeraj ne vem, kaj ne naredim.
Ne? In je naslednje vprašanje, tisto, ko sem rekel, kaj bi jaz rabil, takrat pa nisem dobil. Ne? In tukaj se pravim, to so tisti procesi na koncu, ko gremo čez vse te vzorce, ko se začne to skupaj zbirati. Ne, jaz res verjamem, da bo to tako, da se bo ljudem bojo odstirala obzorja, ko bodo pač prišli do teh spoznanj. To velikokrat ljudje hodijo na terapijo in želijo, da terapeut reče, to pa delate, pa bo vse zrihtan. In to je pravilno, to pa ne. Ampak ta najboljši terapeuti znajo vprašati ta pravi vprašanje in redko povejo, to naredite in to bo to. Ampak to je en vzorc, če imate ta pravi vprašanje, potem samo bo izvlekli ven ta pravo navodilo, ne? Ja, zaradi tega, ker velikrat mi rečemo, da je to pač stvari, ki pri meni delujejo. Ne? Jaz jih lahko nekomu rečem, da je to nared. In bojo prišli ljudje domov in lahko se zgodijo 3 stvari. Ena stvar je, da bojo prišli domov, pa bojo hoteli to narediti, pa ne bojo mogli. Ampak rekli si bojo, pa sej to je čisto simpel, zakaj ona lahko, jaz pa ne. In se bojo počutili, kaj eni luzerji. To je ena možnost. Druga možnost je, da bojo prišli domov, pa bojo to naredili, pa ne bo odziva takega, kot pač je bil pri meni. Zaradi tega, ker so tam pač drugi ljudje in druga dinamika. Ne? Tretja stvar, ki je pa še hujša, je pa, da bojo to naredili in bo z tega ratal velik konflikt. Zaradi tega, ker mi ne vemo, kako bojo ljudje razumeli stvari. A ne? In zdaj tako pač obstajajo neke praktične rešitve, neki recepti, kako pač se odzivati na kakšne stvari s humorjem ali pa pač na manj stresen način, ampak tle mi govorimo o drugi dinamiki. A ne? Tle gre pač za nek notranji proces, ki sproža občutke in pač v delovnih zvezkih je ta proces usmerjen v starša nazaj. A ne? Doma pa ponavadi mi rečemo otroku, ti moraš, ti si tak, ti to delaš, ti me nerviraš, zaradi tebe sem jezna zdajle. To pomeni, da smo usmerjeni ven iz sebe v otroka ali pa pač v partnerja ali pa če je kakšen drug prerok. Tudi prav pride. A to je nekaj, da vsak bralec oziroma delavec bo samo delali ali pa mogoče 2 starši skupaj izpolnita. Itak morajo kupiti 2 knjige, to pa normalno. Ja. Ampak a to je skupno delo, a pa vsak vzame čas zase? Ja, jaz si težko predstavljam, da bi 2 skupaj delala. Tukaj vidim celo, da to bi bila, ne vem, to bi bila štala po moje. Kar je najhujše je to, ko jaz vidim, kakšne napačne vzorce ima Leja in jaz hočem te vzorce popravljati. Ampak jaz bi lahko delala z mojo prijateljico, ki me pa razume. A veš? No, ampak ne, ravno to je, se pravi delo na sebi, ta pogled vase je pač pogled vase, ni pogled v nekoga drugega. Tako da ja, to je pripomoček za delo na sebi. Ja, verjetno se bojo ljudje na različne načine tudi znajdali, da bojo, ne vem, imeli kakšne dodatne zvezke, pa bojo tam zapisovali, ampak mislim, da bojo slej ko prej videli, da je pač smiselno, da so vodniki smiselno narejeni, tako da pač sam dobiš tisto, kar v bistvu rabiš, in da ni nekih bližnjic tukaj. Jaz mislim, da tle je pač ena zelo preprosta stvar, ko mi delamo nek osebni proces, to so naši najintimnejši trenutki in takrat v tem času, ko se to dogaja, tega ne moramo deliti z nikomer. Zaradi tega, ker smo toliko ranljivi, da je to preprosto, zato bi bilo treba toliko enega občutka varnosti, da bi bilo res. Ker recimo jaz in Albert lahko deliva take stvari, ampak ne takrat, ko sva v procesu. Skratka, jaz, kaj je meni težko, pa kaj nekaj predelujem, rečem, daj sam pust me dale primer. Ker mi je
res pretežko in ne bi hotela, da pač ne počutim se dovolj varno. A ne? Ko pač grem skozi to, ko prehodim to pot, pa se z veseljem usedem pa delim in z Albertom in s prijateljico, z mojo sestro, z ljudmi, ki so mi bliz, ki se z njimi počutim varno. A ne? Ampak ne v času, ko sem pa tam. A ne? Tako da mislim, da je to res stvar, ki jo mora vsak reševati sam in imeti svojo. No, zdaj, da smo to rekli, kva pa ena igrica igramo. Če boste vsak izbrali eno vprašanje v knjigi in boste nas povedali, kaj bi zase upisali, ne rabiš nekaj hudega, ampak sam, da je dobimo občutek. Zdaj bo on preveril, a to lahko delamo s prijateljico, pa s celo dvorano ljudi. Ja, ne vem, dajmo. Mene nič ni strah. A te je strah, Albert? Mislite, da ta je radenska notor v kozarčku, ampak... Meni so danes zjutraj dali pri frizerju ledeni čaj za pit. Sam so ga imeli čist mal. Tako, da In štamplov ledenega čaja. Jaz sem tukaj odprl. No. To je se pravi, razvojna potreba samostojnost in potem so vprašanja glede zadovoljevanja potrebe po samostojnosti. Zdaj najprej v otroškem obdobju, jaz sem odprl v najstniških letih. In ta prvo vprašanje je recimo, koliko zavedanja te potrebe po samostojnosti sem čutil v času najstništva. To pa preveč lahko dobil. Ja, glej. Zakaj nisi ti Če je planiran mogoče, ne vem. Nisem imel pojma, kaj bom odprl. No in pač zdaj tukaj je zgodba. Ne? Jaz imam, ne vem, zgodbo, saj še več vprašanja, ne? Tako da prostora mislim, da bi bilo lahko še več. Jaz se spomnim, da v bistvu to, jaz sem pač se vozil v srednjo šolo nekaj pol ure z busom, recimo relacijo 10 km, ampak ne, to se lahko predstavljate, da busi niso glih najhitrejši potovali. In kar jaz vem, ne, da sem bil v bistvu prepuščen temu, da si moram skuhati kosilo, imel sem šolo enkrat nekaj dni dopoldan, nekaj dni popoldan, enkrat 3 dni, enkrat 2 dni, mislim, tako zelo čudno. In zraven sem hodil še v glasbeno šolo in mogel sem v bistvu skombinirati vse to, da bom pač, ne vem, imel naloge, da bom vadil, da bom pripravljen, da bom sit, da bom pravočasno prišel v šolo. In vem, da nihče nikoli me niso, ne vem, preverjali, spraševali, a boš, a kaj boš jedel, kdaj boš šel. Ne? In jaz sem se zelo samostojnega počutil. Ne? Vem, da me je bilo tudi strah, recimo v tem mestu, kdaj, da se nisem znajdel, ampak je bilo zmeraj bil ta občutek, vse bo že. Ne? Jaz sem takrat sicer to doživljal, kot da jim je malo vseeno, ampak vem, da so tudi oni svoj vzorc. Moji starši so v bistvu generacija, ki je po drugi svetovni vojni emigrirala v Nemčijo in so se mogli tam znajdeti. In njihovi starši tudi niso imeli niti možnosti, da bi se, bom rekel, brigali za njihovo samostojnost. In to je recimo ena stvar, ki mi pride na pamet. Ampak zdaj, ko sem začel to govoriti, in si predstavljam, če bi to opisal, bi verjetno prihajale zgodbe, kako sem hotel tudi nekaj sam. Recimo, lahko vam povem eno zgodbo, kako sem sam. Samega so me pustili doma, šli so pač k sorodnikom v nedeljo na obisk in mama me je pustila v pečici piščanca na tistem žaru, ne,
In je rekla, pač tukaj zavrtiš na ta gumb, ne, in pol se pač pečica vžge in se ti začne peč, ne, in pol po ne vem kolkem času, ne vem koliko je rekla. Gotovo ni rekla že, 5 ur, ne? To je že en znak, recimo, kako sem jaz poslušal. Ne. V glavnem, pač odklopiš. Ne, in jaz pač pripravim to, ne, se začne to peč in mi pozvoni prijatelj, sosed, ne, in sva šla k njemu pred blok na mizo in sva šahirala. Ne, tako krepke runde. Ne. In pol, pač po nekem času njega mama pokliče, pravi isto kosilo in jaz tist, joj, kura. Ne. No, in ne, pol je naslednja scena, ne, kako jaz v kuhni, pač bilo je čisto zadimljeno vse, ne. Odprem, ne, tisto pečico, ne, in not se je vrtel en tak konc ogla, ne, tako bzzz, ne, in ugasnem, ne, v tistem jaz vidim tega prijatelja, tako je izza vogala pogleda, pa je rekel, no, da ni pečena, se ni zabat. Ne, so spet, ne, zabavne zgodbe, recimo, lahko bi bile tudi, ne, zdaj se spet odpirajo nove zgodbe, ampak jaz mislim, da neki taki procesi se dogajajo, ko pridemo v stik s temi zgodbami, z občutki. Ne, in ja, so pol vprašanja, da nas ne odnese, da nam fokus ne gre nekam, in so vprašanja naprej tudi okoli naših potreb. Ne, tukaj bi jaz lahko zdaj naprej govoril o tem, a sem bil jaz, ne, se pravi, pustili so me z neko izkušnjo, ne, zdaj izplen te izkušnje je bil seveda ta, da sem jaz šel v skrinjo po novega piščanca, pa sem ga gor namontiral, ne, spucal vse v nulo in ko je mama prišla, sem rekel, da pač nisem bil nič lačen, ne, in da še ne. Ne, ampak ne, Tle sta dve stvari, ki bi jaz po detektivsko vprašala, a kako da ni vohala in kako ti je ratal spucati v nulo. To... Zdaj, najavljeni so bili ena skupina z Štajerske, ne, in mislim, da če bi ta skupina bila tukaj, ne, bi oni jasno ti dali vedeti, da če priješ z obiska od sorodnikov, ne vohaš prav dobro več. Ja, skupina Štajerske je zbolela, tako da nama je res žal, da jih ni tukaj, ampak pač škoda. Jaz pa mislim, da je Albert golfov, zdaj zato, ker on zna to na pamet, jaz ne znam čisto na pamet strani, ker se jih še nisem naučila, on zna vse na pamet, ker to knjigo sva tudi pisala drugačka prvo. Prvo knjigo sva pisala tako, da je en del, Albert je pisal teoretični del, jaz sem pisala zgodbe in potem sva vse oba dva še enkrat brala in skušala upoštevati pripombe od obeh. To knjigo je pisal Albert sam. Kar sva delala skupaj je, da sva odprla temo in sva se na to temo pogovarjala in pogovarjala sva se o vprašanjih. To sva delala drugače zaradi tega, ker sem jaz videla, ko je Albert se tega lotil, da je toliko močno v neki svoji zgodbi, kada pač sem doživljala, kada si šel v bistvu čez nek proces, že ko si pisal to, da se mi je zdel, da preprosto moram mu dati ta prostor, da piše sam. A ne? In sva pač delala v bistvu obratno, ne? Tako da sva se veliko pogovarjala pa raziskovala. Torej, je eno vprašanje tukaj, a si kdaj pržgal piščanca? Kaj, če je kdaj? Ker pržgal piščanca. Ne. Moje vprašanje je ful težje, ne? Zato se malo izogibam, če opazite. A ja, no pa prav. Med tem, da se pripraviš mentalno in fizično, jaz sem hotel vprašati, ker mene pa zanima, če je pomembno, da pišemo cele stavke in cela zgodba, kot da bi en drug bral z lahkoto, ali pa lahko pišemo recimo bullet points, točke, da bo prinesel spomin pri nas, ampak da ni recimo celo napisan. Kaj priporočaš? No, jaz mislim, da
če samo outline delaš, ne, da ne prideš čisto v stik z zgodbo. Ne. Zgodba ima noter besede, ki nosijo čustvena sporočila, čustven naboj. In ravno to, kaj sem jaz začel prej govoriti to zgodbo, jaz sem prišel v občutek tistega obdobja. In tukaj se začnejo ti procesi. Če bi samo na hitrco nekaj skiciral, težko prideš do bom rekel, teh občutkov. Ne gre za to, da ves čas v bistvu, kada se izogibamo stika z nekimi občutki. Ja, pisanje je bom rekel, najbolj poleg pač pogovora, je sredstvo, da se to zgodi. In ja, pač tako, kot je rekla, pisanje imam, celo, pazi, sem šel gledat, preprečuje proces staranja, če pišeš na roke. In krepi delovanje možganov, krepi fleksibilnost, krepi učne sposobnosti, zmanjšuje depresijo, recimo, zmanjšuje neprijeten položaj. Antidepresivi. Ja, no, mislim, polno teh učinkov ima prav to pisanje na roko. Tako da ja. No, teta, ajde. Lahko še kaj poveš. Ja, jaz sem zelo, pač mislim, da sem potegnila oziroma odprla tam, kjer sem v stiku. In v stiku sem zelo s tem postavljanjem zase, skratka odprla sem moja značilna vedenja in odzivi glede izražanja potrebe, da se postavim zase. In tle je pač potem nekaj vprašanj, ki nam dajo možnosti za razmišljanje. In vprašanje, ki se mene najbolj dotakne iz te zbirke vprašanja, ali zmorem reči ne brez občutkov krivde in drugih nelagodnih občutkov. Ne. Ne zmorem, oziroma imam hude težave. Posebej v odnosu, pri otrocih mi gre dobro, zdaj že jim rečem ne. Ker včasih sem to zelo težko naredila. Skratka, crknta, za une okrog sebe. To je zelo močno v meni vseeno. Skratka, da se je treba, mama se more žrtvovati za druge in jaz sem ful težko posvojila to, da moram poskrbeti zase. In hecanje je bilo to, da ko sem to začela, prav prestrašena, da so otroci ratali ful bolj zadovoljni. Imam pa hude težave z reči ne moji mami. In mislim, in sem zdajle v zelo takem procesu, žal mi je, da jo ni tukaj. In ne vem, a je z lahkoto rekla ne, da ne bo sem prišla ali ne, ampak mene se to dotakne. Mene se to dotakne. Ne bom se zdaj začela tle jokati. Ampak mogoče pač je prav, da vidite, kako smo ranljivi, kako v bistvu imamo neka pričakovanja, neka veselja, neke želje in pol si pač tudi jaz včasih mislim, kako lahko, ona meni tako z lahkoto reče ne, jaz pa bi crknila za to, da ji ne bi rekla ne in da bi vse za njo naredila in na koncu imam občutek, da to niti ni dobro za najin odnos. Tako da, ja, hvala za tole vprašanje, no, a dobra vprašanja postavljaš, moram reči. Ne vem, kje si ga dobil. Sem kar nekaj izmislil. Ampak to mi je že všeč, ker mislim, da ljudje mogoče skrbijo, da bo samo ta težke vprašanje, ampak je mešan, včasih pržgemo piščanca in to pride v mislih in včasih imamo bolj težke emocionalne stvari, ampak pride vse ven. Torej, to je kot pomočnik, da bi pisal autobiografija skozi zanimive vprašanje in mislim, da to je knjiga, da ljudje zase so zaslužili, da če kupijo, ne rečemo uživaj v branju, ampak rečemo čestitke, da ste izbrali ta pot globoko v sebi.
Točno to. Čestitke, da ste izbrali to pot in čestitke zato, ker s tem dejansko delate lepši svet. In otroci vam bojo hvaležni, če že sami sebi ne boste. Jaz tudi tako mislim, ne, da kaj spomnim se teh okroglih obletnic. Pač 30, če ne, ampak pol 40, 50. Ko imaš skozi ta občutek, da bi v bistvu rad, kaj pa vem, neki pogledal, kaj si ustvaril, kaj ima smisel v življenju, narediš en obračun in tako naprej. In v bistvu to delo, ali pa delo na ta način pelje točno do tega občutka, da pač nekaj smo, da se zavedamo tega, kaj smo in kako smo. Tako da je pa to, ja res, to ni nekaj, kar kupaš v trgovini. No, hvala, ker sta pisala, ker to je en velik darilo, da ni obstajal v Sloveniji sigurno. Smo prišli do časa za vprašanje od publike. Kdaj jaz imam predavanje, Slovenci nočejo nič vprašati. Tudi imam tečaj za profesori v Univerzi v Ljubljani in profesori nočejo me nič vprašati. Ampak nimate ta težave pri vaši publike? Maybe they can ask in English. That would be much easier for me. No, a ima kdo kakšen vprašanja? Ziher. Roke na luft, če imate. V sredino, v modre jakne. Light blue, evo. Najprej ona, tako govorim, ali mogoče, da pa le neki mama dojame, pa mora to potno razlagati, če je potem Jaz bom tako rekel, da žal ne bo šlo. Žal ne bo šlo, da bi mama očetu kaj lahko razložila, dopovedala nikakor. A lahko jaz nekaj povem, jaz sem se ful matrala in edina stvar, ki sem jo naredila, je sranje. In to mi danes otroci povejo. Tako da nehite. No, jaz mislim, da je to, ja, a veste, vsak bo to vzel v roke takrat, ko bo se sam odločil in ko bo pravi čas. In velikokrat jaz vem, tudi to je zelo pomembno vprašanje. Tukaj od zadaj je želja, da bi se midva nekako uglasila, ali pa eden ima zmeraj občutek, da bolj rine, pa da se drugi bolj šlepa, ali da bi, ne vem, se več pogovarjala recimo o vzgoji, ali pa da bi reševala različnosti. In velikrat iz tega nastane ena taka borbena situacija, kjer eden drugega, ne vem, pritiska, manipulira, vleče, ne. Zdaj se upravičujem, no, ampak v mojih primerih so večkrat ženske tiste, ki rečejo, našega se pa ne da nikamor, ne. Ali pa če si že šel, pa poslušal nis. Vsaj tako ne, ker sem jaz hotla. Ne. In ne, tukaj je, kar bi jaz rekel, je, da z nekimi prisilnimi, ne, zdaj kakorkoli prefinjeno ali pa manj prefinjeno, s prisilnimi načini do tega ne pride. Ne. Mislim si pa, da če nekdo bo prišel pri delu s sabo do nekih spoznanj, do nekega zavedanja in do nekih sprememb, se bo to čutilo v družini. To se zmeri, bom rekel, tisto, kar je dobro, se čuti, to pač bližnji zaznajo. In če je to recimo v partnerskem odnosu, si predstavljam recimo, da me ena stvar ne spravlja več iz tira, da reagiram drugače, da obvladujem recimo avtoriteto, da se ne pustim sprovocirati, to se čuti, to se vidi. In verjetno bo partner rekel, kako pa ti to si do tega prišla, recimo, ne?
In pol boste lahko rekli. Jaz mislim, da je tukaj še ena zelo pomembna stvar, pač, ki jo lahko tudi čisto iz moje izkušnje povem. Jaz sem dolg časa, to, kar sem prej rekla, verjela, da če bo Albert šel z mano nekam in če bo poslušal seveda na moj način, a ne, da potem bo pa kar svet lepši in se bo zgodil čudež in se bo vse spremenil, in to ne deluje. Kar pa je delovalo, je pa vedno delovalo, ko sem jaz začela govoriti zgodbe o meni. Pa o tem, kaj jaz doživljam, pa o tem, kaj jaz delam, ker sem pač začela deliti s tabo te ranljive stvari. In ko sem začela deliti ranljive stvari, sem seveda prebujala v Albertu njegovo zgodbo, ki je bila drugačna. In na začetku pač sem samo jaz povedala, pa je on bil tih in s cajtom sva začela pol te zgodbe deliti, ker sva pač ustvarila neko varnost, ker sva ustvarila ta občutek, da nočva drugega spreminjati ali pa drugemu sporočiti, da ne delava prav in da delava narobe. In ne vem, jaz mislim, da lahko kupite tole partnerju za darilo in mu date priložnost in ga pustite, da jih odpre sam. Skratka, da jih odpre sam in mogoče to ne bo naredil hiter. In še ena stvar, ki sem se jo tudi jaz naučila v tem odnosu z Albertom, je potrpežljivost. Včasih zelo dolgo čakam, pa sem presenečena, se zgodijo stvari. Ja. Prej sem pa norela kar zmešana. Kdaj boš, kje si, daj hiter. Ko už 100 let star boš šele, ne? Upam, da boš 100 let živel, samo enkrat rekla. Da bo kaj prišel, a veš, ker to je počas pri nas res. No, super vprašanje iz svetle modre jakne. Še eno? Še dve in lahko gremo na pijače. A vidiš, naj jo sprašujejo. Ja, to pa je super stvar. Imate nekaj čarobnega, sigurno. Mojca, kaj dej? Ja. Ja, s kakšnim tempom bi naj to predelovali, ali bi naj bilo to kontinuirano ali po potrebi ali kako. Ja. Verjetno je to delo, jaz bi ga primerjal z nekim treningom, recimo. Ne? Ko se odločiš, da ne vem, greš na jogo, ali pa na fitness, ali pa v tečaj, ne, je neka disciplina, je neki na urniku, da si daš pač čas, da moraš takrat delati to pa to, ker ja, jasno, da se ti vmes ne da. Ne, to se mi zdi, da je pač naša glavna, toliko se poznamo. Ne. In sigurno se bodo tukaj tudi dogajali ti odpori, da pač ne bi. Ne. In od tega je odvisno, ja. V bistvu na kakšen, ne, se pravi, jaz mislim, da je pomembno to, da si vzamemo nek čas zase in da si ta čas naredimo prijeten. A ne, ker če boste rekli, ta čas, ko otroci delajo domačo nalogo, bom jaz to delal, ne, boste preklopili, boste vi tudi delali domačo nalogo. Ne. In pol nimate staršev, da bi hodili na govorilne ure za vas pol. Skratka, mislim, da moraš si narediti kot neko prijetno in mislim, da količina niti ni pomembna. Jaz tukaj zagovarjam majhne korake, se pravi eno vprašanje in verjamem, da ko se odločiš, da greš v to, vidiš v tem smislu. Ne? In najdeš pač verjetno nek svoj tempo, ki ti ustreza. Jaz sem se z Isakom zdaj par dni nazaj pogovarjala, mi je razlagal neko teorijo o tem, kako zminimaliziraš stvari. In v resnici, če želite nekaj spraviti v navado, je potrebno, da to delate vsak dan ob isti uri. Tako da, če bi radi spravili to, da imate čas zase in da se aktivno ukvarjate s sabo takrat, je fino, da si rečete, ok, bom to delal vsak dan, ne vem, zjutraj po kavi ali pa pri kavi, a ne, to lahko ob kavi delate,
In kaj pomeni zminimalizirati? Zminimalizirati pomeni, da dejansko si rečete, bom napisala ali napisal en stavek. Zato, ker nas to potem potegne. Jaz mislim, da veliko ljudi, zdajle sem bila na knjižnem sejmu, so bile tudi te knjige z mano in sem pač opazovala bolj, kakor to, koliko jih bom prodala, me je zanimalo, kakšen bo odziv ljudi, a ne. In zelo veliko staršev je to prijel, pa rekel, šit, lej, koliko dober, naj vodila za starše. Zdaj imam mikrofon, pa mi ga daš. Koliko lepo, olej, pa 4 knjige so. Šit, treba je delati, tuf. Ne? In na polico in so kar tekli stran. In jaz sem to gledala in sem rekla, v čem je problem? Ne? In pa sem si še tako rekla, mi se tako ustrašimo tega, ampak to, da 3 ure ždimo pri otroku pa pri nalogah in mu govorimo, da je treba delati, ne, nam je pa čist easy. A razumete? Mislim, tako, a razumete, kaj vam hočem povedati? Mislim, meni te stvari ne grejo skupaj. Res ne razumem jih. Ne? Ja, treba je delati. Pač tako je. Ampak vsi moramo delati. Ne? Še eno vprašanje. Gospa, ja. Če se ti dotakne, pa če 3 dni nimaš pojma, pa bi odgovoril, ali lahko preskočiš, ali moraš nujno iti čisto vrsti? Hvala, Neža. To je Nežino vprašanje. Če se nekje zatakne, lahko preskočimo, gremo naprej, ali moramo umreti tam na bojišču. Ne, gledajte, eno načelo, vse to je tudi bom rekel, spremni besedi in v navodilih, kako uporabljati to, bodite prijazni s sabo in ne se siliti. In ja, če se vam nekje zatakne, pač tista tema mogoče je pretežka ali kakorkoli ni ustrezna za ta hip, greste naprej. In, a veste, to je mogoče še nekaj, ne, spoznanje, moje spoznanje, recimo pri tem, ko sem začel z sistemskim delom, vse stvari so med sabo povezane. In ne rabimo biti nestrpni in neočakani, če nam na enem koncu ne gre. Tudi, če nam ne dobimo odgovora na neko vprašanje zdaj, takoj, tukaj. Ko gremo naprej, stvari se povezujejo in zmeraj pride odgovor za nazaj. Tako da tukaj je tudi to, bom rekel, učenje te potrpežljivosti ali pa, če hočete, zaupanja, da se bo vse spletlo skupaj tako, kot je prav in kot je treba. In takrat, ko je pravi čas. Tako da ja. Jaz zmeri rečem, bodite nežni do sebe. To je najpomembnejše. Ene stvari pridejo, pač nočejo ven, in ne, puste jih tam, ko so, bojo že prišle. Drugač pa jaz, ko sem bolj zabaven človek, pa a veste, kaj tukaj not ni prav pa narobe? To se ne točkuje, to se ne ocenjuje. In vi si lahko tukaj prvošte, ko preberete vprašanje in pojma nimate, kaj bi napisali, da napišete karkoli, lahko napišete pojma, nimam, kaj naj napišem. In opazujte, kaj se bo zgodilo, zato ker zelo velikrat, ko to naredimo, kot je Albert prej rekel, se odpre naslednja stvar in naslednja in naslednja. Lahko preklinjate, noben ne bo tega bral. Lahko pošiljate naj v kamor čte, ko boste tole delali. Dajte si duška, to je vaše. In ste lahko točno to, kar ste. In nič ni obvezno. Nobena stvar ni obvezna. Mogoče veste odgovor, pa ga nočete napisati. Pač pejte naprej. Zato, ker boste prišli nazaj. In še nekaj vam povem, ko ste vi te 4 zvezke do konca naredili, se boste vedno vračali nazaj. To je vaša večna knjiga, to boste dopisovali. To je neskončno delo. In to je res velika hvaležnost. Tako. Jaz pač vidim zelo velik potencial tukaj noter. Čeprav izgledajo res tako, a ne? Taki švoh, ampak noter je taka moč. Mogoče to je čas, da prekinemo, če imate še vprašanje potem pri pijači, ampak hvala lepa, ker ste prišli. Super sta,
Bodite tako super naprej. Sam ne še jaz ven, ker imamo še en delček. Še en delček, Ja. ok. Ampak en aplavz za Margoletove lahko, dovolite. Ja.